Torej, nahajamo se v Pivki, v Hiši kulture, kjer razstavljam najnovejše slike. Gre za serijo Nočnega neba, ki se nekako nadaljuje v bistvu iz moje prejšnje razstave v Novi Gorici v observatoriju, kjer so bile v bistvu predstavljene bolj ali manj neke svetle podobe neba, z izjemami parih slik, ki so bile temne in so pač nakazovale že v bistvu premik v to serijo na tej razstavi. Za to razstavo je nastalo tudi nekaj novih slik, dve večji in pa 5 manjšega formata. Se pa v bistvu vse slike nekako dopolnjujejo v tej neki nezemeljskosti, bi rekla. Fasciniralo me je predvsem ta nek pogled v neznano, na kakšen način opazujemo nebo, povezuje se to v bistvu tudi z nekim raziskovanjem, z teleskopi, z observatorijem, kako v bistvu mi spremljamo dogajanje na nočnem nebu in kako v bistvu to nočno nebo potem tudi spremlja nas, v smislu pač teh nekih nevidnih struktur, ki obdajajo našo Zemljo. Poleg vsega tega tehnološkega vidika pa se mi zdi, da me je pri tej seriji začela zanimati neka mogoče globlja plat oziroma mogoče bolj nek tak uvid v to našo notranjost. Zdi se mi, da sem mogoče prestopila v nek tak bolj mističen pogled na svet oziroma mogoče tudi pač na samo to vesolje. Gre v bistvu ves čas za neko to dualnost, kjer pa ne nujno jaz sama, ampak gre za to, kaj v bistvu ljudje verjamemo, čemu verjamemo in čemu se prepustimo v bistvu verjeti. Zaradi tega tudi sem izbrala tak naslov razstave, Kolektivna iluzija, ki v bistvu je sposojen naslov tudi od ene izmed slik na razstavi. Hkrati pa je to termin, ki se pač uporablja za, v bistvu je precej na novo skovan termin, ki ga je pač ameriški znanstvenik Todd Rose uporabil v njegovih pač raziskavah, kjer je v bistvu doumel, da če recimo večina ljudi verjame pač v eno stvar in ni nujno, da dejansko sam posameznik verjame v to stvar, ampak je v bistvu pod neko pretvezo porinjen v to, ker zmotno misli, da večina ljudi misli pač to napačno stvar. V bistvu je zelo tak kompleksen koncept, s katerim se ustvarja neko javno napačno mnenje. Se pravi, nikoli mnenje posameznika in večine v bistvu ni skladno v tej njegovi raziskavi, čeprav mogoče mi pač pol gremo s to idejo, ki mislimo, da vsi ostali tudi verjamejo, pa čeprav to ni resnica. V tem primeru pač to lahko navežemo na zelo veliko enih stvari, pač od teh nekih družbenih kontekstov. Mene je predvsem zanimalo pač odmaknjeno od te njegove raziskave sam ta koncept te kolektivne iluzije, v smislu, koliko smo pripravljeni v bistvu verjeti tudi nekim stvarem, ki so že zapisane v učbenikih, v knjigah in tako naprej, katere v bistvu res vedno znova ponavljamo. Tudi v primeru recimo neke arheologije ali pa pač nekega začetka tega našega vesolja. Se pravi, so zgodbe, ki naj bi jim verjeli in zdaj, če pa odstopaš od tega, pa pač ne, si mogoče bolj devianten oziroma nekaj v tej smeri. Zato mi je bilo zanimivo recimo, ker pač so tudi arheološko te izkopanine, ki so jih našli recimo v Turčiji, ne sovpadajo z ničemer, kar je v bistvu do zdaj poznano. In je v bistvu
bi se zgodovina morala na novo napisati, ne? In takih najdišč je v bistvu skozi več in še vseeno pa se ne zgodi v bistvu ta premik. Tako da iz tega nekega vidika raziskovanja naše preteklosti se mi zdi, da sem v bistvu pol štartala v to neko mističnost, da bi v bistvu skozi svoje slikarstvo probala narediti nek dodaten premik samo znotraj svojega raziskovanja. Zato se v bistvu tudi mogoče pojavljajo neke siluete oziroma neki deli figure, dajmo reči, ki mogoče, še posebej ta roka za mano, recimo, ki v bistvu posega po teh zvezdah, hkrati pa je v bistvu kalupljeno v te neke mreže in sheme, ki v bistvu obdajajo našo zemljo. Sploh pa mi je arheologija, se mi zdi, blizu, zato ker zaradi tega mojega načina slikanja, ne, ker pač ves čas imam občutek, kakor da izkopavamo včasih stvari, ne, ker na začetku, ko prekrijamo vse te plasti selotejpom in jih pustim tam, ne, praktično do konca slike, se v bistvu šele na koncu slike začnejo odpirati stvari in ne, s tem, ko jih dol odlimavam, v bistvu kopljem po tej sliki in se začne vse sestavljati, ne. Tako da cel ta princip v bistvu se pol tudi mogoče sklada na nek način s to tematiko, ne, ker tudi recimo v stari arheologiji, mislim, pri starih ljudstvih, pri arheologiji, ki se zdaj pač odkriva, ne, zmeraj je bil ta poudarek, kako so bila prejšnja ljudstva recimo povezana s temi zvezdami pa to. In tukaj sem jaz videla v bistvu tudi neko to fascinacijo, recimo, kako bi na eni sliki so tudi recimo s tako otroško risbo v bistvu prenesena ta ozvezdja direktno na platno, ne. Ta povezava, ki je mi v bistvu nimamo več na tak način, ne, smo jo izgubili z nekim časom. Zakaj se je to zgodilo, ne? Kako to, da so oni imeli v bistvu takrat že tako tehnologijo, da so lahko to vse naredili, ne? In zaradi tega sem recimo tudi mogoče pri teh dveh slikah, ena slika je v bistvu že od lanskega leta, slika Mat, in je v bistvu šahovnica dveh nebul, vesoljskih pač nekih meglic. In sem v bistvu letos, ko sem delala nove slike, sem razmišljala v bistvu k dopolnitvi te slike, ne, in mi je bilo logično, da naredim dve, ki sta si v bistvu podobni v formatu in sicer pač, da jih tudi poimenujem na tak način, da gre za neko besedno igro tudi, ne, šah-mat. Ampak sem se odločila pač za neko podobo, silhueto človeka oziroma robota, ker gre v bistvu za ta robotski razvoj je v bistvu res zastrašujoč, no, vsaj meni. In se mi zdi, da se v bistvu ves poudarek, ves razvoj se premika mogoče v neko napačno smer, se ne pogovarjamo o teh stvareh, ne. Vsi mislimo, da je to nekako dobro, da je to naravni napredek, ampak mogoče je to spet tista ena izmed teh kolektivnih iluzij, kjer v bistvu posamezniki pol ne upajo v bistvu reči, da je to slabo, zato ker se večina strinja v narekovajih, da je pač to dobro, ne. Tako da jaz v bistvu zelo mogoče s kančkom neke cinizma ali pa da sem skeptična v bistvu do tega celega razvoja na tak način, s katerim se pač zdaj to vse dogaja. In se mi zdi, da zaradi tega, ker me to pač osebno toliko motijo te stvari, da si jih v bistvu potem vzamem za svoje, da jih ponotranjim in da jih odslikavam, ne. Potem pa imamo na razstavi še tri čisto majhne slike, 30x40 format.
Gre pa v bistvu za neka stopnišča, ki so postavljena v to neko medzvezdno prostorje. Se pravi, je večdimenzionalen prostor, v katerem se v bistvu to stopnišče potem dviga navzgor. In mogoče je to poseganje po zvezdah, po nečem nedostopnem, da bi lahko recimo na tak način interpretirala. Gre pa v bistvu spet za to tehniko z selotejpi, ki jo pač zdaj izdelujem, in zdi se mi, da je mogoče v tem primeru precej enega odstopanja od teh drugih slik, kjer te organskosti mogoče ni toliko prisotne, ampak jaz zmeraj delam na tem, da je v bistvu vsaka razstava pisana, da ima recimo več nekih pristopov, da se zgodijo recimo na slikah. Je pa pač na nekaterih slikah je več te organskosti, več je gestualnosti, na drugih manj, ampak kot pravim, pač zmeraj gledam, da se vse na koncu lepo poveže na neko celoto.